moram reči, da me politika pregona, da je eno izmed vprašanj, ki me pri mojem dolgoletnem ukvarjanju s kazenskim procesnim pravom in pa s tožilstvom in tožilsko organizacijo pravzaprav sorazmerno močno vznemirjajo, ker gre po mojem za neko vsebinsko vprašanje. Tako kot me recimo pri materialnem pravu seveda gotovo, da zanimajo in vznemirjajo številna vprašanja. Kaj hočem reči? Da me pri oblikovanju kazenskega materialnega prava, zlasti recimo opisov kaznivih dejanj, seveda ne zanimajo samo elementi, ne zanima samo, kako zakonodajalec kaj nastavi, ampak mene predvsem zanima, zakaj. Zakaj se odloči, da nekaj oblikuje, da nekaj inkriminira seveda kot kaznivo dejanje. In pri izvajanju tožilske funkcije me seveda zanima, kako je organ pregona urejen. No, zanima me čisto vse, kar v zvezi z njim pravzaprav komu pade na pamet. Tudi zgodovina, kako in kdaj je nastalo, pa zakaj so recimo Angleži pred 25 leti kot zadnji na svetu uvedli poseben organ pregona in tako naprej, pa kakšen je status tožilstva, pa kakšen je status seveda tožilcev, pa kakšno je njegovo razmerje do katerekoli oblasti, zlasti seveda izvršne, ampak zanima me tudi, in zdaj pridemo do politike pregona, seveda na kakšni podlagi, kako tožilec izvršuje svoje pristojnosti. Kam umestiti politiko pregona? Vprašanje je seveda povsem retorično, jasno je, politiko pregona je treba uvrstiti v kriminalitetno politiko. To je nek njen del, to je nek njen segment, kje ima kriminalitetna politika zelo veliko in za tožilce seveda pomembno vlogo in pomembno izhodišče, so seveda kaznovalni okviri. Kaznovalni okviri, tudi tukaj je seveda bi bilo tisto vprašanje, ki sem ga si prej zastavil in seveda ne znal odgovoriti nanj, bi bilo zanimivo, kako zakonodajalec določa kaznovalne okvire, na podlagi česa pravzaprav on ve, da bo neko dejanje, za neko dejanje zagrožena, ne vem, kazen zapora od 3 mesecev ali pa 6 mesecev do 3 let, za neko drugo pa recimo nek drug kaznovalni okvir. In ko kdaj kaj takega spremeni, zdaj recimo nekateri ste to malce že pozabili, da recimo se je z uveljavitvijo nove slovenske kazenske zakonodaje, da so se kaznovalni okviri pri nekaterih zelo pogostih kaznivih dejanjih zelo radikalno spremenili, pri vseh premoženjskih kaznivih dejanjih navzdol. Kaj se je vmes takega spremenilo? Nekaj gotovo, takrat je zakonodajalec povedal, da se je za to odločil, ker je ugotovil, da sodna praksa pravzaprav nikoli ne posega pri temeljnih premoženjskih kaznivih dejanjih po kaznih z zgornjega roba. Celo jaz bi si upal trditi, da po kaznih iz druge polovice tedanjega penalnega okvira, da ne posega. Tudi zdaj smo recimo nekatere zanimive videli, recimo ko sem prebiral recimo odvzem motornega vozila pri prometnem deliktu, sem si takoj seveda vprašal, kakšne kategorije ukrep pa to je, kaj to je. Ukrep je po mojem mnenju eminentno kriminalitetno-politične narave. Ima namen zmanjšati nevarnost storilca, potencialnega storilca ali pa že ugotovljenega storilca tovrstnih kaznivih dejanj in zmanjšati njegovo nevarnost za prihodnje. Tožilstvom seveda pojavlja vprašanje prevencije. Tožilstvo je organ kazenskega pregona, je torej organ represije in po mojem pojmovanju tega organa v tem trenutku, v preteklosti smo že imeli drugačne rešitve. Nekateri se tudi spomnite, bi rekel, tehnoloških izvedb teh drugačnih rešitev, s katerimi se zdaj seveda ne bom ukvarjal, ker so na srečo blagopokojne. Tožilska preventivna dejavnost nekje v preteklosti. Jaz mislim, da v tem trenutku mi neposrednih
nalog v tej smeri nimamo. Da smo postali z razvojem organ kazenskega pregona, zdaj tega ne vzeti slabšalno, torej jasno organ, ki se ukvarja s kazensko represijo, ki ne more biti nepozoren na kompleksne učinke njegovega delovanja, ki so lahko tudi seveda preventivni, jasno, ampak da nekih specialnih, specifičnih, posebnih, konkretnih, točno določenih preventivnih nalog, ki bi jih imeli pri izvajanju kazenskega pregona, pa vendarle nimamo. Vidimo iz tega pravzaprav, da je državni tožilec v resnici edini organ v družbi, ki se lahko ukvarja s politiko pregona. Ni drugih, ki bi se smeli z njo ukvarjati. Zdaj, tukaj seveda ni drugih, ki bi to pristojnost imeli, to je jasno. Dejstvo pa je, da seveda nekateri bi znali se tukaj na tem področju pojaviti v konkurenci s tožilcem. Tudi če takšne legitimacije, zlasti pa zakonske legitimacije, morda nimajo. Jaz mislim, da bi takšno politiko, takšno ambicijo znala imeti predvsem policija. Torej, policija bi znala, ker je pravzaprav tista, ki se prva sreča v tej verigi, časovni verigi ukvarjanja s prepovedanimi dejanji, s temi, da bo pravzaprav, da bi neko svojo aktivnost usmerila tudi recimo skozi neka pravila kriminalitetne ali pa politike pregona. Tega seveda, torej zdaj na načelni ravni seveda ni mogoče dopustiti. Je pa dobro biti na to razmerje vedno zelo pozoren. Namreč razmerje policija, tožilstvo ni zanimivo samo pri usmerjanju kazenskega pregona, če rečemo s tisto običajno eno besedo, s katerimo to opredeljujemo, temveč tudi seveda na tem segmentu. Tu se ne gre, bi rekel, prehitro zadovoljiti s tem, da je vedno in zmeraj vse v redu.